Dobro jutro, živjo. Kaj se bojite, da boste zgubili, če pa nič na svetu zares ne pripada vam? Nam. Čeprav v bistvu pravzaprav vse, kar je naše. Niso stvari moje pa tvoje, ampak so naše. Mi ne moremo tega preklopiti v možganih. Sploh ne moremo. Halo. Ok, saj ne moremo zdaj kar iti v privat gozdove pa si lastiti ali pa ne vem karkoli, ampak generalno se moramo zavedati, da je naše in s to mislijo iti naprej. Tudi oblast imamo v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, nasploh na celem svetu, ljudje. Zato pa imamo dovoljene referendume, ki so jih želeli sicer v ZNB-ju prekiniti, zdaj, ko so pa oni imeli neko težavo okrog RTV, smo pa mi pozabili, da so oni pred nekaj časa govorili, da ni referendum, pa ne. Ko ga razpisujejo sami, je dovoljen, ko ga mi razpisujemo, pa ni dovoljen. Dajmo se zavedati, da njihove buče so, govorim, izjave, buče take so itak prazne, pa prepričane, da morajo sam lagati, ampak njihove bučke, njihove izjave so nekonsistentne in mi ne smemo biti toliko pozabljivi, pa pozabiti, kaj so oni počeli, kaj so oni rekli. Zakaj za njih ena pravila, za nas druga pravila? Dajmo se ozavestiti, da mi smo v Sloveniji ljudstvo, ki vzdržuje državo kot tako, kompleten sistem, da funkcionira in konec koncev to celotno matrico, iluzijo, laž, prevaro, natego, suženjstvo, z eno besedo. Nič drugega ni bilo to, kot imeti nas v nizki vibraciji, da ne bi spoznali, kdo smo, kako zares močan je naš potencial, ki ga imamo, kako zelo pomembni so naši kanali, kar smo. Vsak atom je energy. A veš, koliko atomov je znotraj nas? Pa zato je to atomska energija. In ne se jo bati. Še enkrat. Nič kolikokrat sem vas opozoril pred lažnimi profeti, glasniki, pred lažnimi prinašalci resnice. In še zmeraj opažam, kako mnogo preveč ljudi pada na te traparije. V kontekstu se spomnim nazaj, če ne boste to pa to, nas bodo jeseni zaprli, zmigajte se, pejte narediti ovo in ovo. Zdaj pa imamo, WHO že podpisuje nove stvari in z nami je konc in dajte se zavedati, kako grdo razmišljajo naši, bla, 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 bla. Alo, vsak, ki je prestopil prag ali pa izstopil iz iluzije ven, dajmo mu reči, temu se mu je prebilo ali pa se je razsvetlil ali pa se mu malo svetlika, dajmo raje tako reči, ker so ljudje tako občutljivi na vi razsvetljenci pa neki. Dragi moji, zelo malo je ljudi, ki je dohvatilo. Tudi jaz sem na prehajanju tega. Mogoče, mislim, sej kot kaže, jaz sem mislil, da so več drugih pred mano, pa bolj, ko gledam, ni to tako, ampak pustimo to na stran. Ne, da me zbode, se to so izjave nizkotnih ljudi. Tisti, ki je zares stopil na pravo stran in deluje pravilno, deluje merno, deluje s pozitivnimi nameni, deluje z optimističnimi pogledi, deluje z namenom, vzgibom pomoči nekomu, vsem. Zaradi tega, ker tak človek se zaveda, je eden in edini unikat in se zaveda, da ima lastnost, ki jo temu svetu da lahko izključno on. Evo. Vsak se mora zavedati tega, če si mičkeno poenostavimo, za otroka je samo ena mama, ni 100 mam ali pa 2, samo ena je. In to je za otroka najpomembnejše bitje pod soncem. Ali pa za živalice, moje kužike tudi poznajo, samo mene, samo jaz sem njim šef, gospodar, ki bo dal za jest pa za spat. Dajte biti previdni, komu sledite, tudi meni ni treba, ker tudi jaz naredim napake, jaz naredim napake,
enostavno želim dati čim več in med tem, ko dajem čim več, se mi zgodi lapsus, tako da sem včeraj videl tam, kaj dela vojska v nesrečo. Jaz sem hotel Brazilijo prikazati, pa se mi je še Avstrija ušunjala iz leta 2021. Torej 1 leto star posnetek mi je vletel vmes, zaradi tega, ker nisem bil dovolj pozoren. In s tem ni nič narobe, vsi ljudje delamo napake. Ni napaka s poti stopiti, greh je po napačni poti hoditi. Se pravi, ni problem, če narediš napako nesrečom, eno je pa čisto druga stvar, pa je, kadar stvari namensko delajo ljudje narobe, da zavajajo. Še enkrat, Matrica se močno trudi vzdrževati s svojimi pripadniki oziroma podaniki. Tudi na mojih portalih se pojavijo ljudje, ki negirajo recimo to, kaj jaz govorim, ne. Ampak, dobro, se jih ni ful, pretežno se ne upajo več, ker zelo hitro znam jih odradirati in pičati glih kjer so bosi, ne. V kontekstu ljudje, ki smo pozitivno naravnani, vedno imamo zadnji nek argument ali pa razlago, tudi napake drugih razumemo, pa mogoče probamo popraviti, nekomu se zahvalimo za dodatno razlago ali tako. Negativci, vzdrževalci Matrice, pa vse, recimo vaš zapis, vi nekaj objavite in oni ga sam negirajo. Ti si butast v Braziliji, ni nič. No, daj povej imena, in te imena povej. Halo, stari. Najprej di ti svoje ime, da bomo vedeli, s kom se pogovarjamo. Jaz sem Matej Turšič MTK. Kdo si pa ti? Pa Klemen 93876. Aha. Pa kva pa ti, kaj objavljaš drugače, ker imaš to profilno sliko od tega leva ali pa že. Ne? V tem kontekstu je fajn, če smo si na jasnem. Ljudje, ki smo pokazali svoj obraz, smo pokazali svoj obraz v celoti. Nisem rekel, da ga mora vsak, mogoče pa kdo ima to težnjo. Da bo kdo zdaj mislil, da koga ocenjujem, če ima profilno sliko drugačno, kot je njegov dejanski obraz, ni problem. Samo dajmo mičkeno zaslediti, kaj ljudje delijo. Meni ljudje prosijo za prijateljstvo, veš, pa nima ne profilne slike. Zamenjuje profilno sliko pred 5 dnevi, pa 2 postama, ne nobenega, in pol bi on bil moj friend, pa enega mutu ali frenda imava skupnega. A veš, jaz imam takih povabil kar nekaj, jaz to pobrišem. Sploh ne grem naprej, oziroma si vzamem čas, mogoče pa je to neka starejša gospa, ki pa glih odprla profil, pa odprem, pa v bistvu ni od spodaj spet nič. Ali pa ji celo pišem, si robot, pa se nič ne oglasi, jaz to tako pobrišem. Tako da mogoče tudi tle na svet, zakaj ste blokirani, zakaj mnogo vas dobi neke fočkole od Facebooka. Jaz nisem dobil nobene blokade v vsem tem času korone. Mičkeno te algoritme od zadaj poznam, pa jih upoštevam, pa jih dajte tudi vi. Da ne boste blokirani, da ne boste postavljeni v dno same lestvice oziroma v timeline, časovnice. Jaz objavim malo lastne slike, malo delim druge slike, malo poste delim pozitivne, tudi kakšnega o kritičnosti sistema, ne pa samo negativnih, a ne. Tudi kakšen link, pa seveda lastna vsebina ne more biti na dnu, tako da bodite kreativni, bodite ustvarjalni, sej ne rabite zdaj tople vode odkriti, ampak dajte vsaj prevod narediti sami, ne. Jaz se potrudim, res, na tem področju sem se odločil, da bom slovensko govoril, pa znam tudi angleško, glih iz tega naslova, ker mnogo ljudi ne zna angleško in če lahko pomagam slovenskim ljudem, jim želim pomagati s svojim slovenskim jezikom. Tudi zaradi tega mnogo objav prevedem, si vzamem 5 minut pa prevedem objavo, ker je to dobro za tiste, ki ne znajo. Ki so še preveč leni ali pa neizobraženi, ali pa elastični, da bi znali to narediti s pomočjo tehnologije. Sej to jaz ne grem, nimam slovarja v rokah, pa tehnologija mi pomaga in jo tudi tako tretiram in tudi tehnologijo, kar nucajte, v redu je. Če boste se prijavili v YouTube, v Google, v vse te stvari, če se logirate, imate bonitete. Sledeni ste pa tako ali tako, ali se prijavite ali pa ne. Tako da nima niti smisla se zdaj nekaj pretirano nazaj držati. A veš, me bodo pa sledili, če bom se zdaj prijavil v Google. Stari moj, oni vejo, zato kam se mi premikamo že ves ta čas, odkar so nam prve telefone dali v roke, brez da so bili telefoni pametni. Tako da ne imeti bojazni,
dajte tehnologijo nucati. Tako, jaz sem rekel, da vam bom danes dal o tem, da boste previdni na false profite. Še vedno, tako kot sem rekel, ne padete na fore, kaj je sprejel WHO. Kaj je zdaj sprejela naša vlada? Kaj je? Vse to so samo izključno zastraševanja, da bomo prišli do končnega strahu, ki bo odprl ljudem oči, ker dokler smo v strahu, ne more biti napredka. Čakaj, saj sem si prav napisal. Čakaj, bom prebral. Ne bo miru, dokler se bojite nečesa, kar ne obstaja. Strah je votu, okrog ga pa nič ni. Še manj realne so vse te bolezni, za katere so najdli različne vzroke, različne bakterije, virusa, vse sort so našli, dokaza sicer nimajo, promovirajo zelo močno, vendar brez osnove, tako da zakaj bi se bali tega? Vse mogoče, ne vem, no, jaz sem zdrav kot riba, zato ker ničkam pazim nase, pa nimam stika s to medicino že res desetletja in nisem edini, ki je rekel, dosti je medicine. Zamislite si, koliko doktorjev je rekel svojim pacientom, ja, še 3 tedne, pa maksimalno 3 tedne življenja vam dam. Če človek to akceptira kot zdravo zagotovo, to debelo laž, potem to spravi v podzavest in s podzavestjo skreira svojo realnost. In v 3 tednih ga lahko ni. Kdor pa reče, kakšne 3 tedne, jaz se bom boril do te zadnjega, zato ker hočem to. In tak človek zavrne tujo kontrolo nad podzavestjo. Ampak sam naredi drugačen impact, vpliv in zaradi tega preživi. To je en izmed primerov. Torej, misli kreirajo našo realnost. Drži, misli so mater Božja med življenjem in smrtjo. Zato sem ničkolikokrat ponovil, ker se nisem jaz zmislil, samo upoštevam, čeprav tudi sam nisem razumel. Bodite previdni, kaj mislite, bodite previdni, kaj si želite, kaj želite svetu in ljudem okrog sebe. Tudi jaz se ujamem, to sem vam rekel, se ujamem, ker si mislim, v glavi si mislim, veš, prileti mi nek flash iz zgodovine, banda, kaj ste mi počela, veš, ker to se kar prihajajo ti utripki. Pa vidim, da sem negativen, bi vam jaz to trgal, zato pa ne bom nobenemu nič, ampak se zavem, da mi je priletela negativna in takoj pomislim na nekaj pozitivnega. Resnično vam povem, da sem se ujel sam sebe, pa v zadnjih 14 dneh ničkolikokrat, sploh doma imam tlele, se mi zdi, da pri pomivalnem koritu imam to največkrat, ne vem zakaj. Kakorkoli, dajte biti pozitivni. Tudi iz tega naslova pozitivnega probam vložiti v te video vsebine, v audio vsebine, v objave, ki jih delim. Jaz vidim svašta, ampak delim tisto, kar je lepo, pozitivno, ohrabrujoče, da si pol bolj hrabar, opogumljajoče in pozitivno. Izogibam se negativizmu, čeprav je treba povedati, kakšno grdobijo, kaj vse, da si razjasnimo. Zdaj, ta je zdaj tudi dobra, ne vem, če se spomnite. A veš, slika sodišče v Republika Slovenija, sodišče. A veš, to je tak logotip, da je tako črta, pa vmes piše trrr, pa nek grb, pa še malo te črte. Zdaj nekdo je ta logotip okrog obrnil in šele zdaj vidiš, da je to križ. In če ga daš nazaj, je to križ narobe obrnen, torej antikrist. Ker so nam oni to skozi simboliko povedali marsikaj, praktično vse, so se tako tudi prepoznavali, je že Q in Trump rekel, da simbolika bo njihov propad. Pa sem si mislil, mater, pa res, lekih prepoznam, viš tam,
In jaz sem v prepoznavanju teh simbolov že debeli 2 leti, skoraj bo 3, pa me še unese, še me presenetijo stvari, recimo točno tega, ne, Republika Slovenija, sodišče ustavno, kaj sem, kakšno, nisem tega tako videl. Zdaj pa vidim in si ne morem kaj, nikoli več ne bom tega videl drugače kot narobe obrnjen križ. Zato pravijo, kadar se človek prebudi, nikoli več nazaj ne zaspi. In najbolj so se bali, ko bomo mi to igro prepoznali, se zbudili in njihova igra ne more več pelati. Ker vse poti konec koncev vodijo do samega antikrista, do samega lažnega boga z milijon imeni, ampak generalno ima on ime Demiurg. Zame je to razmeroma novo ime, nisem vedel, se pa zavedam neke lažnivosti, ampak Demiurgu smo dajali moč skozi svoje misli, skozi svoje čaščenja, skozi svoje rituale. Veste, Kekec ni delal nobenih ritualov, tudi pri teh ljudeh, ki delajo razne rituale za poživljanje energije na zemlji, je tako malo labavica. Jaz ne dam, nimam nikogar v mislih, ne dam ničesar roke v ogenj, vem pa to, da rituali niso stvar enostavnega človeka, dušnega človeka z dobrimi nameni. Ker ritual je lahko samo jutranji, ne, da vstanem in grem, pristavim kavo in grem kakat. To recimo bi lahko dal en tak ritual, ki se meni zgodi vsak dan, ne. Da bi pa zdaj jaz energijo dol vlekel, pa ne. Zato, ker imam dobre misli in namene in želim vse dobro vsem, brez rituala. V realnosti, brez ritualnosti. To ni nobena ritnost in umetnost, ampak je čista realnost. In namen naj bo dober za vsako stvar. Tako bomo mi spremenili ta svet. Vsak pri sebi. Dokler bomo prestrašeni, boste, ker vi ste prestrašeni, jaz nisem, mene ni česar strah, to sem vam že povedal. In se trudijo temne entitete, ne bo šlo, ne gre, se ne prime, če sem pa sluzast piton, ne gre, s krempeljčki. Vsem vam želim, da spoznate to svojo notranjo moč, integriteto, pa se ni treba z nikomer boriti. Sem stoična drža, je dovolj. In včeraj sem poslušal eno muziko novo, pa se pogovarjava s kolegico, pa pravi, kakšen močen, pa sem jaz dodal, mir. Pa ona pravi, ja, močan, težak, mir. Je tisto, kar smo občudovali, kako je lahko, recimo meni je bil v zgodovini od teh učiteljev, recimo Ošo, pa Buda, čeprav mislim, da Buda spet spada k Demiurgu. Ne vem, zgodovina je toliko zapackana, da ne bom se kaj not spuščal, ker lahko komot kakšno narobe kresnem. Ampak ta mirnost, v očeh mirnost, v besedah mirnost in istočasno v tej mirnosti moč. A si predstavljaš unga boksarja, a veš, dva sta v bokseringu, ne, skača, ne, tega pa sem čaka. Ne, skača, tank, pa ta sem naredi in je stvar zaključena, ne. Mirnost, v mirnosti je awareness, je pozornost, v pozornosti se odpre consciousness, zavest in ne more biti mir, če pa prisoten strah, pa preganjavica strani drugih, ki narekujejo tempo. Vi si narekujete tempo in tudi izberate, kaj so prioritete na vaši listi, ker delo, ne, tudi kaj je delo, so nam razlagali, da je treba v službo hoditi, pa da je delo, če popoldne še kaj narediš, pa delo je, če si hišo pospravil, pa vse to so recimo delo. Oni so imeli tajno kodo, delo je, imamo pod kontrolo ljudi, delamo, zavajamo, delamo
Džumbus, to je bilo delo v njihovem svetu. Najpomembnejše delo, ki ga pa človek bi mogel opraviti, pa je delo na sebi. V smislu, prepoznavam delovanje negativnih entitet, narcisov. Spoznavam narcistično osebnostno motnjo, NOM. Spoznavam svoje tisto, kaj imam rad. Sebe sprejemam, tudi to je delo. Sebe peljem v gost na sprehod, to je super delo. Porabljen čas v naravi ni nikoli izguba časa. Ali pa bom rekel waste of time, stran vržen čas. Izgraditi sebe je največje delo, ki ga lahko naredite. Ker to je tisto, česar vam nikoli noben ne more vzeti. Vse, kar si materialnega nagrabimo, nam lahko 3-4 zdaj odtrošknejo in nimamo nič. Če imamo sebe definiranega, predvsem pa za začetek sprejetega, da smo sprejeti, mi noter, sami zase, nam tega ne more noben vzeti. In to so tisti čudežno preživeli, ki so prišli iz taborišč, to so tisti, ki so čudežno preživeli nenormalne življenjske pogoje. Zaradi tega, ker so bili noter z življenjsko energijo napolnjeni. Tako da dajte razumeti, da smo v času, kjer nam zunanje sile, pa dajmo reči energije vesolja, recimo, dajmo temu tako reči, kot zunanje sile, v smislu meni pomaga Vesna, pa Rej, pa Kajra, pa Šejhe, Carlos, pa imam teh ljudi, ki meni pomagajo me opogumljati, mi dajati znanje. Pa zdaj sem jih naštel, sem tiste, ki so mi najbolj v glavi že dolgo časa, so z mano ali pa smo skupaj. Zdaj tudi na slovenskem področju je čedalje več ljudi, ki delijo znanje, potrjujejo tisto, kar nekje v drobnega malega tli v vas, da je res. Meni so všeč zapisi, ki mi jih date nazaj, skozi pisma, skozi sporočila, skozi maile, skozi konec koncev kot komentarji. Da so mi ljudje ste mi hvaležni zato, ker pa saj isto govoriš, a ne, Matej, jaz čutim, da ti isto govoriš, kakor jaz čutim, končno eden, ne. Še enkrat poudarjam, mi vse, kar rabimo za preživetje, za živeti na tem planetu, prečudovitem, imamo s sabo. Mi vse že vemo, mi se moramo samo spomniti. Ko smo se spomnili, ko smo doživeli, zaživeli svoj pravi jaz, so se nam takoj začeli posmehvati, pa tisti neumen, pa ovo, in so nas potlačili nazaj na svoj level. Ker nismo imeli dovolj moči, da bi rekli, ti govori kar čoš, jaz grem tle naprej. Ti pa zdaj se ti kar posmehuj. Kdor se zadnji se naj slajše, je že v redu, ti kar svoje tupi. Ne, mi smo se bali izgubiti, ne vem, nekega prijatelja, neko vezo, neke odnose, neko službo, kaj, milijon situacij, smo se bali izgubiti, pa smo se pol temu prilagodili. In okolica, družba, bom rekel, zastrupljena ali pa bom rekel, gnila, nagnita družba, je nam zdravim postavljala merila in nas enako okužila s svojo gnilobo. Zato je bilo včasih res mnogo težje iti ven, zdaj pa nekako bi mogli imeti vsi dovolj razlogov in poguma, da rečeš, pa nisem sam, pa nisem edini, pa se je tudi, pa tudi, pa jaz tudi, pa bom še jaz porinil svoj prav naprej, ker je prav, in če je prav, je prav. Ste vi meni razlagali, da sem jaz neumen, kar razlagajte si vi. Na tem je argument, nimaš argumenta, vozi. Pa ti imaš vozi. Kaj se obrneš in greš levo in ga ignoriraš. Nimaš se časa pregovarjati z ljudmi, ki so na nizkem nivoju, ki iščejo konflikt, ki ne iščejo miru, razumevanja ali pa znanja.
Pejte naprej od tega, močnejši ste od tega, stopi korak naprej, v prvo vrsto. Kaj pa je, kaj nam pa morejo. Kljub vsem, v tem zadnjem mesecu tega norega leta odkriti, prehajamo v neko zaključno fazo. Jaz imam občutek, da res mora v kratkem se zgoditi nekaj, da bo širši množici jasno. Čeprav se že. Ne? Brazilija je dober primer, v Braziliji se dogajajo stvari na ulicah, baje so potolkli 3 šefe narkomafije, ki so edini podpirali tega predsednika, ki je bil lažno nastavljen namesto Bolsonara, ker Bolsonaro je južnoameriški Trump, in on bo v tem delu sveta naredil red, ker ta del sveta je specifičen. Gre za te amazonske gozdove in za valjda, mislim, najbrž nam je jasno, da Brazilija je ena posebna dežela in rudnin in znanja in starih civilizacij in narkokartelov in golazni, ki se skriva v tem predelu sveta. Dobro, hitro poteka ta čas, jaz ne vem, če sem vam kaj razumljivega dal. Upam, da ja. Če pa ne, pa zavrčite nazaj, pa napišite vprašanje, kaj ste tam mislil, pa zakaj nisi dokončal. Sorry, tudi meni včasih kdaj kaj se zatakne. Včasih se zataknem, včasih se sploh ne zataknem, ne, sem se zataknem skozi. Hecam se, vsi imamo napake, nič se zaradi napak narcisi iščejo, da jo najdejo, tle imaš pa kriv lastnost. Zdaj tebi ne bo do smrti hudo, ker imaš kriv lastnost. Ne padati na te fore, njihova strategija je, da nas tiščijo dol. Tudi na Facebooku sem dal, kakšni so koraki, kaj so značilnosti zlorabe čustvene. In mi smo zdaj v težkih časih, v težkih časih je prav, da poslušate Desiderato, ki sem vam jo prebral v nekem videu, zdaj bom še audio, da bo bolj šla, se mi zdi, da je res močno besedilo. Ampak v težkih časih pride iz človeka na plano vse, kar je, pač pride na plano tisto, kaj je znotraj njega. Dokler so časi lepi in lagodni, pa imamo lahko maskice, sem in ko bubrek v loju, vse ok. Kadar pa pridejo težki časi, pa iz človeka prevre tisto, kaj je v njemu. In ali je zlo, ali je dobro, je pa odvisno, kaj človek v sebi ima. Jaz ljudi opazujem že dlje časa in nočem nobenemu ksiht povedati, ker sem polite, vljuden sem, pa jim ne povem v ksiht, da so lažnivci pa barabe, prevaranti in da se mi odpokajo stran, ker so gnide v srane, pa bi marsikomu lahko to v ksiht rekel. Brez zadržka, brez pardona in nič se ne bi zlagal. Pa vendarle ne. Zato, ker to ni naša oblika delovanja, naša oblika je nežnejša, pravičnejša, inteligentnejša in ni potrebno. Njihova strategija je ustrahovanje, pa maščevanje, pa poniževanje. To ne poslužujte se teh tehnik. Še eno sem vam hotel dati za naprej. Naša naloga v tem času je, da spoznavamo, kdo je kdo. Narcisi oziroma pomočniki vzdrževanja matrice, sodelavci matrice, so bili v vseh branžah, tudi duhovnost so širili, še največ oni, kot duhovnost so jo prodajali. Najbolj pomembno je res, da se ne zakavsate, da ne začnete slediti napačnih ljudi. To je res ful pomembno in eden izmed pokazateljev tudi, ko se srečate, vam kdo pride na vaš zid, pa kaj dopiše, ali pa vi kaj berete, pa vidite komentar nekoga. Kdor je jasen,
Kdor je pozitiven, kdor je nedvoumen, je naš. Kdor je negativen, kdor pusti komentar tako, da bi mu ga lahko odgovoril in v pozitivni in v negativni smeri, ta ne da je vprašljiv, on ni naš, ker naš človek vedno pusti stvari jasne, da bi le ljudje razumeli. Narcisi naredijo tako, da je stvar dvoumna, lahko si razlagaš tako ali tako, da imajo oni odprta vrata, ker ti rečeš, kaj si mi rekel, pa on reče, ni, pa vse sem to mislil, če mu pa rečeš, kaj ste rekel, pa on reče, ne, sem to mislil. Tako da bodite pozorni, tako je pravo napisano, se pač potolmači, malo, ne, pravni jezik je tako, ne, in zdaj, ne, v tem kontekstu. Konfliktni ljudje z dušo in srcem nismo, narcisi ja, to so ti, ki iščejo problem. Oddistancirajte se, lahko jih blokirate ali pa ne. Ne reagirajte na te komentarje, ker je to totalna izguba časa. Iščemo se tisti, ki smo iskreni in imamo željo pokazati svoj pravi obraz, čeprav se pravzaprav malo bojimo, mogoče iz tega naslova, ker smo zmeraj bili šikanirani, osmehovani, zatrti, ne vem kaj, razumljeni drugače, čudno, neumno, posmehljivo. Ni potrebe, kar ne se oni smejijo, posmehujejo, kar ne se oni posmehujejo. Mi se bomo pa smejali, nikomur se ne bomo posmehovali, ker nismo tako nizkotni, a ne? Tudi posmeh, če se ti nekdo posmehuje, pa ti veš, kam paše. On ni s tabo, on tebi ne želi uspeha, on tebe želi neuspeh. Sam ne sme vam tega on direkt pokazati, zato se to zapakiravajo. Veseli me v tem obdobju, ker smo, da mi to prepoznavamo, da zdaj, ki je bil Miklavž, mi je bilo ful super. Ali pa že, ko so bile volitve, je bilo super, ker folk je začel skontati, pa tu so vsi barabe, tu pa nima smisla voditi. Bravo. Pa zdaj prije Miklavž, bo prinesel darila na eni strani, spet na drugi strani, jalo, lej križ, lej parkeljci, to je bal, to je satan, pa zdaj fuzbal, je futbal, FOOD, torej hrana za bal. Bal je demiurg, je bog zla, bol, je tudi žoga, je bol, je glob, je tudi globus, kugla, bol. Bal, B-A-L se napiše. Mičkrat drugače se napiše, ampak fuzbal je to vse, futbal. Kaj se sliši? Fut, hrana, bal. Evo, imamo. In to zdaj ljudje množično prepoznavamo in ne bodo mogli več skriti. Zdaj mene zanima, kaj bo zdaj z božičkom, a veš, ta Santa Claus, pa Miklavž, pa Satan Claus, krempli so Claus. Tudi Klaus pomeni blizu, Klaus, ne, zelo blizu pridi, ne. Vse te manipulacije, mahinacije združujemo in prepoznavamo in mi je the best, ker si tudi pomagamo. A veš, v super je komentarje prebrati, vidiš kdo, kaj je, pa istočnica in tako. Vsi zapisi, ki jih dobite, srečate na netu, pa smatrate, da so okej, naj bodo oni istočnica za razmišljati, ni zdravo za gotovo, vse, da bi rekel v enem stavku, vse piše, dajte o tem malo kontemplirati. Pravzaprav vse moje video in audio vsebine izhajajo točno iz razmišljanja, iz istočnic, a ne? Seveda v nekih okvirih. Ok. 33 minut, dosti bo, ne? Samo eno stvar pa še moram povedati. Čemu dajemo pozornost? Vsej genocidni mafiji in njihovim identitetam nehajmo dajati fokus. Oni želijo, da se mi pregovarjamo, ti preklet Hojs, pa ti neumen Logar, pa ti blesov Janez, ki si bil zdaj, pa še ta usran Golopa, ne? Oni želijo, da jim damo, njim je negativno boljš kot nič. Nič jim dati tega. Naj bodo tam, kjer so, to je njihov lažni svet, mi ga puščamo za sabo. Oni bi nas zvlekli dol. To pomeni, da smo mi že gor. Odrežite te vezi, ker ne morejo iti z nami in z nami ne grejo. Oni ostajajo dol, mi pa letimo naprej vibracijsko. Saj noben ne ve čisto točno, kaj nas čaka, pa tudi nima veze, ampak nizko v vibracije pač ne iti.
ne jim dati njih te miselne energije. Ne, pazi, misli kreirajo. Torej, fokus naš obrnimo v optimizem, v mir, v ljubezen, v razmišljanje, da bo vse ok, in seveda fokus obrnete vase. Da probate pogruntati, kako zelo vredni ste. Kaj imate radi? Iz česa ste zgrajeni? Kaj ste imeli najrajše v življenju, pa niste mogli početi? Ker ni denarja od tega, recimo. Ne? Kaj vas je osrečevalo? Kaj bi vas osrečevalo? To probite se kaj usmeriti. Kaj vas že osrečuje, pa pojačajte. Čim več tega. Ker če delate z ljubeznijo, ne more biti narobe. Če delate z odporom, pa ni prav. Ne delati z odporom, ničesar. Denar je virtualen. Ni on to, kar nam razlagajo. Vse banke se morajo podreti, ker so mafija, vse mafije. In ni daleč čas, ko ne bomo rabili nič od tega, ker nam bo Gesara pokrila življenjske stroške, ker se bomo res lahko ukvarjali s tem, kaj imamo radi. In samo tisto bo štelo. In tudi tisto, kaj lahko date sočloveku, družbi, to je tisto, kar šteje. In razmišljajte, kontemplirajte, saj znate, saj smo že kaj naštudirali, ne? Ekipca, po 36 minutah se od vas poslavljam, imejte pa čudovit dan. Če tudi je deževen, to še ne pomeni, da je slab. Slab je, če so tle noter slabe misli, pa lahko še bolj sonce sije, ali ne? Bodite mi prečudovito. Pa ne vode pit. To pa ne. Danes pa prepovedano pitje vode, pa bože ne, da je čevlje dol. Tudi ne. Pa tudi ven ne iti. Včasih to bolj prime, pa marsikomu. Držite se, rad vas imam, pa ne sem jaz. Širše smo vsi ljubljeni, da nismo ljubljeni, bi bilo vse drugače. A prav? Čao!